Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bi odgovoril na vprašanje glede potrpežljivosti. Kako biti bolj potrpežljiv? Vse prehitro obupam, takoj pričakujem rezultate, ne vztrajam do konca. Kaj dejansko lahko naredimo? Prvi del odgovora glede potrpežljivosti oziroma nepotrpežljivosti bi dejansko lahko pripisali našemu znanju oziroma neznanju, nepoznavanju procesov. Enostavno ne vemo, kaj in koliko je potrebno, da pridemo do nekega rezultata. V preteklosti so bili ljudje bistveno bolj povezani z naravo, z naravnimi procesi, z njivo, z poljem. In tam seveda poznamo zakon setve in zakon žetve. Vsem nam je jasno, da spomladi posejemo semena, poleti obdelujemo in potem jeseni poberemo pridelke. Če nekdo reče, včeraj sem posadil semena, sem jih zalil, kaj lahko pričakujem čez par dni? Mokra semena. Ničesar ne bo skalilo. In dejansko, če mi tega ne poznamo, naprimer, da posadimo potem neko novo seme, potem enostavno gremo in vprašamo nekoga, ki že ima izkušnjo iz tega. Hej, halo, živijo, pozdravljen. Pred kratkim sem posadil to in to seme, kaj se ti zdi, da je normalno, da mi še vedno ničesar ne kali. In potem dobimo informacijo, okay, kaj si naredil, kako si naredil in tako naprej. Podobno, recimo, en primer se je zgodil v naši družini. Stric je posadil oreh in čez par let oreh pač ni še dal nobenih plodov in potem sta s teto ta oreh vrgla ven in posadila novega. In čez nekaj let zopet ni bilo nobenih rezultatov, oreh ni kazal, da bo dokaj iz teh plodov in sta spet oreh ven vrgla. In potem šele kasneje sta izvedela, da je dejansko doba, v kateri pač mlado drevo oreh da plodove 10 let. In tako se tudi nam ogromnokrat dogaja, da se lotimo nečesa, začnemo nekaj delati in ker ne poznamo samega procesa, ker ne vemo, koliko je potrebno, da to naše delo uskali, da začne poganjati, da začne dajati prvo najprej, da požene korenine in potem, da daje plodove. Dostikrat naredimo to, da enostavno preorjemo njivo in uničimo vse, kar smo do takrat delali. To pomeni ključe, znanje in izkušnje, ki jih pač moramo, če jih nimamo sami, jih moramo dobiti. Enostavno nismo natrenirani, nimamo te izkušnje. In drugi problem pri naši potrpežljivosti oziroma naši nepotrpežljivosti je naša energija. Ker ne glede na to, koliko imamo znanja, koliko imamo izkušenj, če nas naše energijsko stanje ne podpira, potem zelo težko pridemo do rezultata. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo polni negativne energije, polni smo nepotrpežljive energije, nemirne energije. In zaradi napačnega načina življenja in seveda napačnega razumevanja življenja smo se po poti poškodovali. Imamo poškodovane naše energijske notranje organe. In ker nas ti energijski organi ne podpirajo, zelo težko držimo fokus, se koncentriramo, smo zelo težko potrpežljivi. Obstaja kar nekaj tehnik, nekaj načinov treninga, preko katerih lahko te organe regeneriramo, preko katerih se ojačamo, zamenjamo energijo. Malo poglejte, vsak naj najde tisto, kar mu najbolj ustreza in kar mu deluje. To bi bilo za danes o potrpežljivosti in nepotrpežljivosti. To pomeni razumevanje življenja, izkušnja, razumevanje procesov, zakonov, po katerih pridemo do rezultata. Ko to razumemo, potem smo lahko potrpežljivi in naša energija, naša energijska situacija. Želim vam en čudovit dan, začutite svojo vrednost in postavite sebe na prvo mesto. To bi bilo za danes, hvala in do naslednjič.